Lep pozdrav, tu Blaž, še vedno sem tu, nisem nikam šel, čeprav že dolgo nisem videa dal na internet. Ampak evo me spet in zdaj bom danes govoril na temo vdanosti svojim mislim oziroma svojemu umu. Recimo vprašajte se, če se kdaj odločate o tem, katere misli boste sprejeli, katere misli pa ne svoje. Ponavadi je tako, da vse svoje misli enostavno sprejemamo kot del sebe. Z vsako mislijo se poosebimo in jo sprejmemo kot pač pomembno. Samo zato, ker se je pojavila v našem umu. Ampak pri tem ne opazimo tega, da z veliko mislimi dejansko sabotiramo samega sebe. Ko recimo začnemo razmišljati o tem, da nečesa ne moremo, da se nam ne da, pa čeprav v bistvu vemo, da je to za nas koristno, ali pa da bi bilo za koga drugega koristno, če bi nekaj naredili, pa dobimo v glavo neke misli, recimo, da se nam pač ne da, ali pa da moramo bolj za sebe skrbeti kot za druge, da je bolj važno, da se mi imamo fajn in tako naprej. Take misli, veliko imamo ljudi takšnih misli, s katerimi škodujemo in sebi in drugim. Ampak jih enostavno sprejmemo kot del sebe, se poosebimo z njimi in jih sprejmemo brez vprašanja, brez dvoma. In na ta način se dejansko začnemo podrejati svojemu umu in smo vdani popolnoma v vsako svojo misel. In dejansko to je neučinkovito. Zakaj bi to počeli? In seveda, če hočemo dejansko začeti izbirati svoje misli, katere misli želimo uporabljati in s katerimi se želimo poosebljati in katere ne, potem moramo postati samo odkriti najprej, da ugotovimo sploh, kaj razmišljamo. In hkrati si moramo postaviti principe, načela, po katerih želimo delati. In ko se enkrat ta princip ali pa načela postavimo, potem tudi vemo posledično, katere misli bomo sprejemali, pa katere ne. Če dam primer, recimo, postavimo si načelo, da ne bomo se podrejali jezi. Da ne želimo biti več jezni. Da želimo druge ljudi obravnavati brez čustvenih reakcij, se pogovarjati z njimi, recimo, če opazimo, da se pogosto deremo na druge ljudi, jezimo na druge ljudi, potem si lahko zdaj damo za cilj, da ne bomo več tega počeli, ker smo ugotovili, da to ni koristno, da ni najbolj učinkovito. In potem si damo načelo, začel bom druge ljudi obravnavati tako, kot bi si želel biti sam obravnavan na njihovem mestu. In to je zdaj tako splošno načelo. In posledično zdaj, ko imamo tako načelo, se lahko odločimo, kaj zdaj to pomeni v kontekstu mojih misli in mojega vedenja. To več pomeni, da se ne bom recimo jezil na druge ljudi, ker nočem, da bi se drugi na mene jezili. In posledično, da bom sprejemal misli, v katerih krivim druge ljudi in si želim dreti na njih posledično. In tako začnemo potem dejansko samega sebe usmerjati in se odločati, katere misli bomo sprejemali, pa katere vzorce obnašanja in katere ne. In posledično dejansko potem začnemo živeti po principih, ki si jih sami zastavimo. In tak najboljši princip, ki je dejansko najboljši za vse življenje, je ta, da se začnemo usklajevati s principom ne obravnavaj in ne ignoriraj drugih tako, kot ne bi želel biti sam obravnavan in ignoriran na njihovem mestu. In dejansko priporočam, da vsi začnemo se ravnati po tem principu in se opazovati vsak dan, kakšne misli dopuščamo v svojem umu, ki so v nasprotju s tem principom in kakšne nas pri tem podpirajo. Tako da na tak način se dejansko lahko začnemo učinkovito usmerjati in se nehamo podrejati in vdajati svojemu umu, svojim mislim in na tak način postanemo veliko bolj učinkoviti in posledično
tudi začnemo reševati probleme. Ne samo svojih, ampak nasplošno v družbi. Ker smo vsi enakovreden del problemov. Tako da, ko sami enkrat postanemo rešitev za zgled, posledično začnemo reševati probleme in dejansko tudi drugim pokažemo, kako lahko drugi to storijo. Tako da se ne počutimo več kot žrtev samega sebe, svojih čustev, svojih misli, ampak dejansko začnemo ustvarjati samega sebe in se usmerjati tako, kot si želimo in v skladu s principom, ki je najboljši za vse življenje. Tako da vabim vas, da to poskusite. Sam sem ugotovil, da je najbolj učinkovito, da si pišem svoj spletni dnevnik, kjer opazujem, kakšne imam misli, po kakih načelih, če sploh se ravnam, in da če ugotovim, da nimam še načel nekje, da se ravnam sebi in drugim v škodo, potem enostavno opazujem, kakšne misli me vodijo v takšno ravnanje in potem posledično te misli odpravim s samoodpuščanjem, prevzamem odgovornost za njih in se začnem usklajevati z principom, ki je najboljši za vse življenje. Ok, hvala za danes in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav!